Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Veste, ni nam treba iti ven v svet in izgledati religiozni, ni vam treba, da hodite okrog v službi, ves čas molite tako, da imate slušalke v ušesih in se obnašate tako, da ste z Marsa. Mislim, da če bi se verniki morali karkoli naučiti, potem se moramo naučiti. Lahko ste pasivni in leni kristjani, pa boste vseeno prišli v nebesa. Vendar vi ne boste imeli 100-odstotnih sadov. Naj vsakdo reče, od mene je odvisno. Ne zdi se mi, da ste vsi to rekli. Ponovimo še enkrat. Od mene je odvisno. Prav, poglejmo k Mateju 13. Prilika o zakladu in biseru. Matej 13:44. Če lahko razumem vse prilike, potem ko smo razumeli priliko iz Markovega evangelija 4. poglavje, potem jo bom ponovno prebrala in videla, kaj sem izpustila. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, ki ga je človek našel in spet skril. Od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Ali ste tudi vi pripravljeni storiti vse, kar vam Bog naroči, da bi imeli ta dragoceni biser? Nisem prepričana, vsi nekaj premišljujete. Beseda vse nas prestraši. In ne govori o tem, da bi se znebili vsega svojega denarja. Če je to tisto, kar mislite, pozabite na to. On pravi o tem, da vam da vse, ko ste popolnoma predani. In ne, da opravljate majhne žrtve, ampak da ste zares pokorni. Veste, da Savel ni storil vsega tistega, kar mu je Bog naročil, on je napravil le nekaj tistega, kar mu je Bog naročil, in zato je izgubil vso kraljestvo. Mi ne moremo storiti samo del tega, kar nam Bog naroča. Zavedam se, da je to proces rasti in mi rastemo. To je pot rasti. Vsi mi rastemo. Vem, da so nekatere stvari narobe, ki mi jih Bog še ni pokazal, in se trudim, da bi čez 1 leto bila boljša oseba, kot sem sedaj. Vendar vam lahko zagotovim, da v tem trenutku v mojem življenju se ne zavedam nobene nepokorščine in to napravi razliko. Nisem rekla, da nič ne storim napak. Rekla sem, da se ne zavedam trenutno nobene zavestne nepokorščine Bogu. Vi ste tudi apostol Pavel. Ko so ga ljudje obsodili in je rekel, vi niste zvesti, vi niste dobri služabniki. Nadaljeval je, ni mi mar, kaj si mislite. Rekel je, sebi nimam kaj očitati, vendar se lahko obtožim tudi zaradi tega, samo Bog ve. Vidite, nič ni na moji vesti med mano in Bogom. Ne čutim, da bi morala za kaj skrbeti. Če bi kaj bilo, bi to storila. Ampak veste kaj, porabila sem mnogo let in tega nisem mogla reči. Pridigala sem vrsto let, vendar tega nisem mogla reči. Veliko let sem študirala svetopisme in tega nisem mogla reči. Nekaj časa je potrebno, da razumemo to, kar danes govorim. In v bistvu vam hočem povedati, da v svojem življenju prosite veliko od Boga, ali to hočete ali ne. Ali to hočete ali ne. Vem, da si nekateri izmed vas sedaj mislijo, moj Bog. No, Joyce, kaj pa o Božji milosti, njegovi ljubezni ter njegovi naklonjenosti? Vse to imamo, vendar naj vam nekaj povem. Milost ni za to, da bi živeli razpuščeno življenje in da bi Bog sproti to prekril. Milost je moč Svetega Duha, ki nam pomaga storiti to, kar nas je Bog naučil.
In če poznamo Božjo besedo in posvetimo svoj čas Bogu, posvetimo čas Bogu, ga ljubim in si pridobim dobre navade, malo po malo, vsak dan. Za vsako stvar, za katero vas Bog obsodi, vam bo pomagal preiti preko tega. Pusti vas bo nekoliko počivati in potem pokazal nekaj drugega. Spet nekaj malo počivati in potem vam pokazal nekaj drugega. Ne vem za vas, ampak zelo sem vesela, da mi ne pokaže vsega naenkrat. Samo Gospod ve, kaj mi bo pokazal med sedaj in naslednjim letom. Zagotovo sem videla mnoge stvari lansko leto. Veste kaj? Če bi bila trdosrčna podlaga, če bi imela ušesa za poslušanje, ampak ne bi slišala Božjega glasu, potem bi bila še vedno na istem položaju, kot sem bila pred enim letom in sadovi bi se zmanjševali. Ali vsi razumete, kaj vam skušam povedati? Vem, da včasih to ni najbolj navdušujoča stvar na svetu, ker jaz lahko vidim zvijati ta vaš moj Bog, ti misliš, da se moram odpovedati temu? To temu se moram odreči. Tako, ne vem. Ne vem, če lahko to storim. Dobro, potem bodite zadovoljni s svojim 30% deležem sadov. Saj lahko pridete v nebesa. Lahko greste v nebesa na osnovi vere v Jezusa Kristusa. Vi verujete, da je za vas umrl, vi resnično verujete in ljubite ga in verjamem, da boste nekoč prišli v nebesa. Samo sprašujem vas, kaj si vi sami želite medtem, ko ste tukaj. Danes se gre za to, kaj vi hočete medtem, ko ste tukaj. Odločila sem se, da ne morem biti brez miru, da se ne bi veselila, da bi bila ves čas pod obsodbo, nerodovitna, se neprestano prepirala z možem, se na vse jezila, biti ljubosumna, kritična in maščevalna. Takšnega življenja nisem mogla več prenašati in sem končno prišla do točke, ko sem rekla, Bog, karkoli moram storiti. In mogoče vi še niste tam. Če še niste tam, potem nas videne prihodnje leto. In upam, da boste prišli tja, kajti nihče ne more narediti te odločitve namesto vas. Nihče ne more napraviti te odločitve zame in nihče ne more napraviti te odločitve za vas. In če napravite to odločitev, vas nihče ne bo odvrnil od najboljšega, kar ima Bog pripravljeno za vas. Nihče. Vi lahko imate pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. Lahko ste blagoslovljeni, imate naklonjenost. Presenečeni boste, kaj bo Bog storil za vas. Veselite se v Gospodu in dal vam bo želje vašega srca. Vendar tisti človek je našel biser in je rekel, to je dragoceno, znebil se bom vsega, samo da bi imel ta biser. In on je to storil. Mateja Evangelij 25 govori o 10 devicah. 5 jih je bilo nespametnih in 5 preudarnih. Takrat bo nebeško kraljestvo podobno 10 devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženino naproti. 5 izmed njih je bilo nespametnih, takih, ki niso mislili naprej, in 5 pametnih, take, ki so bile preudarne in previdne. 10 ljudi, ki vsako nedeljo gre v cerkev, 5 jih bo šlo domov in storilo, kar slišijo, 5 ne bo storilo nič. 5 nespametnih devic je vzelo svoje svetilke, niso pa vzele olja. Preudarne pa so svetilkami vred vzele v posodicah tudi dodatno olje. Nekaj več, vesela sem, da je tukaj nekaj dodano, še nekaj zraven. Veste kaj, vsakdo, ki hoče zares uspeti, mora narediti še nekaj več. Vi ne morete samo storiti tega, kar komaj zmorete, da pridete skozi. Morate narediti poleg tega še kaj. In ko se je ženin zamudil, so vse zadremale in zaspale, vendar o polnoči je nastalo vpitje. Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti. Tedaj so se vse prebudile in prižgale svoje svetilke. In nespametne so rekle preudarnim, dajte nam nekaj svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Dajte nam nekaj svojega olja. A mi lahko poveste, kje je ta odlomek? Ljudje, ki ne napravijo svojega dela, ko pride v težave, vedno hočejo nekoga drugega, da bi odpravil njihovo zmešnjavo. Vi ne morete postaviti svojega uma, če ne veste, ali bi ali ne bi. Vi se lahko celo spomnite, da naredite nekaj takšnega.
Vendar preudarne so odgovorile in rekle, da ga ne bo zmanjkalo nam in vam, pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite. Medtem ko so šle kupovat, kajti čakale so predolgo, je prišel ženin in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Jaz sem se mnoga leta pripravljala za zaprtimi vrati, da delam to, kar delam danes. Ko me ni nihče poznal in se ni nihče zanimal zame, sem ure in ure študirala vsak dan brez prestanka, ker sem čutila, da mi je Bog govoril, da moramo znaniti Božjo besedo. In vi morate iti skozi ta leta tišine, ko nihče ne ve za vas in nikogar ne zanimate in morate biti zvesti Bogu v teh letih. Vi ne morete biti zvesti Bogu samo takrat, ko vam ploskajo. 11. vrstica. Pozneje so prišle še druge device in govorile, Gospod, Gospod, odpri nam. On pa odgovoril in rekel, resnično vam povem, ne poznam vas. Nisem vaš znanec. In rada imam 13. vrstico. Čujte torej, ker ne veste ne dneva, ne ure, bodite pazljivi in aktivni, ko pride Sin človekov. Veste, mnogi se zanimajo za poučevanja o koncu časov, in tudi to se mi zdi prav. S tem nimam pravzaprav problema. O tem sicer ne poučujem, ker se ne čutim za to usposobljena. Tako se hočem izogibati stvari, za katere ne čutim, da sem usposobljena. Vendar pa me ne skrbi o Jezusovem drugem prihodu. Ker čutim, kot da sem pripravljena, kadarkoli hoče priti. Vesela bi bila danes, če on zadovoljen z mano. Ali pa sem srečna ostati tukaj, če me še hoče uporabiti. Jaz samo pravim, bodite pripravljeni. Ni nam potrebno vedeti za dan. Vedeti, kdaj pride, tako da bi se dan prej pripravili na to. Mi moramo živeti v pripravljenosti. Amen. Bodite aktivni, bodite pripravljeni, navdušeni, polni gorečnosti. Ves čas bodite pripravljeni, ne bodite eden izmed zaspanih kristjanov. In potem kar nenadoma, ko pridete v težave, potrebujete cel avtobus kristjanov, da vas potegnejo nazaj v pokončno držo. Vsakdo tukaj bi lahko imel več zmag v svojem življenju, če bi samo začel delati to, kar mu Bog naroča. Pridobila sem eno osebo tam daleč nekje zadaj. Dobro, vesela sem, da je vsaj ena oseba to prejela. Amen. In na to pšenici in ljulki. V osnovi pravi, da je Bog posejal seme svojih otrok in jih imenuje pšenica. Vendar sovražnik je prišel in je poseljal ljulko, ki je plevel. Tako pšenica in ljulka rasteta skupaj, verniki in neverniki, eden poleg drugega. Nato angel žetve reče, ali naj gremo in odstranimo ta plevel. In on je odgovoril, ne, pustite, da rasteta skupaj do časa žetve. Vi veste, kaj to pomeni? Bog ne bo odstranil vseh hudobnih, odvratnih ljudi iz sveta. On hoče, da skupaj rastemo. Veste zakaj? Mogoče bomo mi na njih dobro vplivali. Vendar kaj moramo storiti? Mi se moramo potruditi in si zagotoviti, da oni ne vplivajo na nas. Amen. Lahko celo nehate moliti za vse svoje dobre ljudi v življenju. Nič dobrega ne bo iz tega, če se boste preselili, ker ne marate svojih sosedov. Lahko se zgodi, da se preselite še k slabšim sosedom od teh. Bog, jaz samo potrebujem drugo službo. Edini vernik sem tu, kjer delam. Tega ne morem več prenašati, to je pretežko zame. Oprostite, ali niste vi tisti, ki ste prosili Boga za duhovno službo? Ali niste vi tisti, ki ste prosili Boga, da vas uporabi? Dve stvari pridobim iz prilike v Markovem evangeliju 4. poglavje. Da smo v svetu, vendar pa ne od sveta. Zagotoviti si moramo, da kot verniki gremo ven v svet, vendar nismo odvisni od sveta. Mi vplivamo na stvari.
Veliko Božje besede potrebujemo, da lahko gremo ven v svet in da svet ne vpliva na nas. A veste to? Ko greste na delo in delate na določenem mestu, kjer so zaposleni in slišite toliko stvari in vidite nekatere stvari, ki jih vidite, mislim, da 45 minut molitve nedeljo zjutraj in poslušanje nekoga drugega ne bo naredilo nobene razlike. Vi boste morali kopati globlje in spoznati Boga ter moč njegovega vstajenja. Morali boste spoznati, kdo ste v Kristusu in se zavedati svojega poklica. Vi morate razumeti hudobijo in zlo sveta in da je bolje za vas, da greste ven vsak dan in molite, da ste pripravljeni prinašati luč, kamorkoli se namenite. A ste razumeli, kaj vam govorim? Nikar ne vstanite 10 minut prej, ko morate zapustiti hišo in se zmes nič ne posvetite Bogu. Kar vstopite v avto, se razjezite, preden pridete do prvega križišča. Sovražite vsakogar že preden pridete na delo. Ko pridete tja, ste potrti in mrmrate, trgodrnjate, vendar pa dobro čuvajte svojo nalepko na odbijaču z Jezusom in moj CD na predvajalniku s slušalkami v ušesih. Malo več truda bo potrebno kot to. Popolnoma se osredotočite. Bodite pripravljeni, da boste živeli v svetu, vendar pa da svet ne bo vplival na vas. Bog nas je poklical k izvrstnosti. Veste, ni vam treba iti ven svet in biti pobožen, ni vam potrebno, da hodite okrog po uradu, kjer delate in molite neprestano, poslušate CD-je in imate ves čas slušalke na glavi, kot da ste padli z Marsa. Mislim, če kaj, kar se verniki moramo naučiti, je to, da se naučimo iti v svet in biti božji, vendar normalni. Da ne bi bili nebožji in religiozni. Amen. Auva. Naučite se, da boste odlična osebnost. Bog nas je poklical, da bi bili izvrstni. Kakšna dejanja bi morali opraviti, da bi postali bolj izbrana tla? Ali lahko izboljšate, kar si mislite? So lahko vaše besede bolj prijazne? Ali lahko malo več napravite za druge ljudi? Kakšne so lastnosti izbrane osebnosti? On drži svojo besedo, ne glede na to, koliko ga stane. Trudi se, da se zavestno izogne žalitvam proti Bogu in proti ljudem. Pozoren je na male stvari. Koliko izmed vas, potem ko me že kar nekaj let poslušate, sedaj postavite svoj nakupovalni voziček nazaj tja, kamor spada? To je tako zabavno, kajti iz vseh strani sveta mi ljudje govorijo o tem. In veste, to je tako preprosta, majhna stvar. Spominjam se, ko me je Bog učil. Nisem bila popolna. Nekomu drugemu sem povzročila zmešnjavo, da je moral za mano pospravljati in to ni odličnost. In če vi sejete odlično seme, boste imeli odlično žetev. Vendar, če hočete pustiti zmešnjavo vsem drugim, samo da se rešite, potem ne bo sadov ali pa bodo le 10 ali 15%. Nikar ne pričakujete 100% sadu. Hočem vas izzvati, da bi rekli Bogu, Bog, želim, da me obsodiš vsakič, ko delam nekaj, kar ni najboljša pot, ki bi jo zmogla. Sedaj orjemo globlje. In bolj kot vse je pomembno, da smo odlična osebnost doma za zaprtimi vrati. Ne delajte tega le na zunaj, da bi vas kdo videl in bi jih impresionirali. Živite za Boga, ne za ljudi. Kajti On vas ves čas vidi, ves čas vse vidi. Kaj lahko storimo, da smo bolj izvrstni? Ko so Michelangela vprašali, zakaj je porabil tako veliko časa za slikanje v enem kotu stropa Sikstinske kapele, kajti tako ali tako nobeden ne bo tega videl, je odgovoril. Bog bo videl. Ne tako dolgo nazaj smo se vozili po hribih, sama sem že pozabila, kje natančno smo bili. Peljali smo se znova po okrajni cesti in smo nekako zavili na Poljsko cesto in sem videla tako čudovite cvetlice. Te so bile posejane na skritem, same zase, čudovite cvetlice. In sem vprašala Boga, zakaj storiš, da so
tako čudovite stvari in jih postaviš na mesta, kjer jih nihče ne more videti. In če v tistem trenutku sem slišala v svojem duhu, jaz jih vidim. Vidite, Bog vse vidi. On vidi vsako malo stvar, ki jo naredimo, in vsako veliko. In naše plačilo pride od Boga. Ti, ki storijo, kar je prav, in to na skrivnem, bodo dobili plačilo v javnosti. Majhne stvari, kakor je ta. Če boste samo pripravljeni brez zamude slediti vodstvu Svetega Duha, in to pomeni slediti brez zamude Svetemu Duhu. Ko dobite nekoliko občutka, verjetno tega ne bi smel napraviti, potem tega ne delajte. In vaši sadovi se bodo povečali. Aleluja. Preveč se zabavam, da bi lahko sedaj končala. Sedaj bi rada pogledala na nekaj odlomkov iz Razodetja, preden končamo. Razodetje 3, 1-3. Sveto pismo nas spodbuja, da bi bili navdušeni. Vi pravite, no, ampak jaz se ne počutim tako zelo navdušen. Dobro, ne vem, tudi jaz se ne počutim vedno navdušeno, a se poskušam temu približati. Vam je sedaj laže, kajti jaz vas spodbujam. Mislim, za koga to ni razburljivo. Vi ste mogoče že skoraj mrtvi, če to ni razburljivo za vas. Mislim, imeli smo čudovito slavljenje. In mislim, da smo slišali kar dobro predavanje. Vi ste bili tukaj z vsemi podobno mislečimi. Vi samo sedite tukaj v sobi polni vernikov. Ni vam potrebno, da bi uporabljali ušesne čepke. Vsaj upam tako. Vendar, ko greste domov, morate sami sebe spodbujati. Ko greste domov, ne boste delovali iz čustev navdušenja, ampak boste delovali zaradi odločitev. Vsak dan, dan za dnem, vsak dan, vsak dan. Razodetje. Angelu cerkve v Sardah piši. To govori on, ki ima 7 božjih duhov in 7 zvezd. Vem za tvoja dela, imaš ime, da si živ, a si mrtev. Zbudi se in ukrepi, kar je še ostalo in je na tem, da umre, saj nisem našel, da bi bila tvoja dela dopolnjena pred mojim Bogom. Namreč ni našel nobenega dela, ki bi ustrezalo Bogu. Spomni se torej, kako si prejel in slišal, drži se tega in se spreobrni. Vsakdo nareče, ko bom šel domov, bom storil, kar sem slišal pri nagovoru za ta konec tedna. Če pa se ne zbudiš, pridem kakor tat in nič ne boš vedel, v katero uro pridem. In v 19. vrstici nadaljuje. Jaz karam in grajam vse, ki jih ljubim. Povem jim njihove napake. Poglejte, kako zelo vas Bog ljubi ta vikend. Koliko izmed vas se počuti bolj ljubljene, sedaj, ko ste prišli skozi moja zadnja 4 predavanja? Te, ki ljubim s srčnostjo in tenkočutnostjo in povem njihove napake, jih obsodim, prepričujte, pograjte in kaznujte tako, da jih disciplinirate in podučite. Poslušajte to, bodite navdušeni. Bodite tako navdušeni in polni gorečnosti, ter se spokorite tako, da spremenite svoj in navade. Amen. Bodimo živi in navdušeni verniki. Ne samo, danes moram iti v cerkev. Slava Bogu, danes je nedelja zjutraj in gremo v cerkev, tam bomo z drugimi verniki. Tja bom šel danes nekoliko prej, molil bom za duhovnika, da bo njegov nagovor dober.
Ko greste na delo zjutraj, ne recite, sovražim to delo, rad bi, da bi bil petek. Ne in ne, recite, hvala Bogu, da imam delo, hvala Bogu, da sem vernik in moram stopiti v temen prostor, da bo zasvetila mojo luč. Navdušen bom in prežet z gorečnostjo. Dajte no, spravite se na noge in dajmo čas Bogu. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.